In videli smo tudi najbolj športnega Seata Leona, tistega, ki ni več Seat, ampak nosi značko Cupra. Pri čemer seveda ne gre več za posebno različico, ampak kar za model nove avtomobilske znamke. No, Cupra Leon je na voljo v dveh verzijah. Kot hibrid, ki izhaja iz 1,4 litrskega turbomotorja, ali pa kot polnokrvni divjak s kar 230 kW. Leon je v svoji modelski različici ponujal opremo Cupra. Ta je nudila zelo veliko dinamike v vožnji za svojo močjo. Ker je bila zgodba tako zelo uspešna, so inženirji, oblikovalci iz Barcelone verjeli, da je to lahko samostojna znamka in so jo tudi pred 2 letoma osamosvojili. Seat navdihujejo barve Barcelone, njena kreativnost, toplota, emocije. Pri Cupri je pa to samo še nadgrajeno. V bistvu so barve še bolj dizajnersko dodelane, vidimo tudi mat različice, ki jih pri Seatu nikoli še ni bilo. Tako da dejansko govorimo z bolj prefinjenimi kupci, ki bi sicer mogoče celo posegali po premium segmentu. A v resnici Leonovi konjički zgovorno kažejo na zmago klasike nad zamišljeno prihodnostjo. Znamka Cupra je še en dokaz, da kupci avtomobilov vendarle ne sprejemamo prav z lahkoto besede velikih šefov. Namreč še pred leti so ti razlagali, da gre smer mobilnosti nasploh v dve smeri. Po eni strani v smer mobilnostnih storitev, car sharingov in podobnih, no in za te naj bi skrbel Seat, po drugi strani pa v smer avtomobilov za vozi, zanje naj bi poskrbeli pri Cupri. No, v resnici se je izkazalo, da je Cupra zelo velik uspeh. Kar na nek način lahko razumemo, zakaj letos o teh trendih ni govoril prav noben Seatov šef. Namreč evidentno je postalo, da si ljudje želimo vozniških Seatov. The Cupra story is more a story about people and his passion. When was decided to start this adventure, the number was not relevant to make this decision. But the passion, the attitude, the spirit. No, to izjavo je seveda treba jemati z rezervo, kajti razmere v današnjem poslu pač ne dopuščajo impulzivnih, intuitivnih odločitev. Verjamemo, da gre pri Cupri za zgodbo poguma in tvegano vztrajanje pri šefih v Wolfsburgu, da ne gre verjeti vsemu, kar napovedujejo analitiki. I know that we are not in the common trend. We have the people that love to drive the car, to feel emotion driving. Our ambition is to have the future owner of the car, younger, that will be able to take emotion when they drive the car. The owner, not the users. We are not alone in the world. A lot of people like us have the same passion. A čeprav se zdi, da Cupra brez Leona praktično ne more preživeti, pa je tisti prvi pravi Cupra model, ekskluzivni Cupra model Formentor. Pogajmo se ga. Govorimo torej o prvem ekskluzivnem modelu znamke Cupra, torej modelu, ki ne bo imel osnove pri Seatu. Je SUV, oziroma bolje rečeno CUV, torej kupejevski športni križanec, se pravi dinamičen SUV. Dinamiko je močno čutiti v kabini, kjer je občutek povsem drugačen kot recimo v prijazni Seatovi Ateki. Pogon je vsakič 4-kolesni, motorna ponudba pa je povsem enaka kot pri omenjenem Cupra Leonu. Ampak še enkrat, pri Cupri ni poanta v podatkih, je v značaju avta, filozofiji.